Letos se na Bled vrača festival Okarina, tokrat že v 27. ediciji. Program letošnje izvedbe si lahko gledate na koncu tega prispevka. Z mano pa je programski vodja, gospod Leo Ličov, ki nam bo zaupal nekaj več o festivalu. Gospod Leo, nam lahko zaupate, kakšna so vaša pričakovanja od letošnje edicije? Torej, pričakovati karkoli drugega, kot pa pozitiven odnos tega dogodka, kaj drugega ne pričakujem, ker gre za izredno dobro izbran program, za vrhunske glasbenike, zanimive skupine. Veliko vsega je v glasbi in veliko je svetovne glasbe, veliko je džeza, veliko dobrega. Torej, pričakujem pozitiven odziv vseh obiskovalcev. Verjetno bo zanimivo tudi to dejstvo, da se selimo v festivalno dvorano za 3 koncerte, ker je tako občutljiva glasba, da bomo morali izbrati tudi tako eno dobro prizorišče, ki ne bo moteno strani uličnega direndaja, in ravno tam se bodo dogajale izredne stvaritve. Torej, glasbeniki svetovnega formata bodo prisotni in temu primerno verjamem tudi, da bo odziv občinstva. Katerega večera pa se vi najbolj veselite in zakaj? To je pa zelo težko vprašanje, ker je toliko zanimivih glasbenikov na sporedu, na programu, da bom težko izbral kar nekaj, ker bi bilo verjetno Hiromi, ta čudovita pianistka iz Japonske, en od vrhuncev festivala. Ne nazadnje pa tudi Kefaja, ki zastopa čisto zadnji dan, mala neznanka še sicer, ampak izredno popularna skupina, ki zdaj žanje velike uspehe na svetovnih prizoriščih. Vmes so odlični glasbeniki džeza, svetovne glasbe, Castaneda iz Kolumbije, Omar Sosa iz Kube, Gustavo Valles iz Venezuele, iz Senegala prihajajo čudoviti glasbeniki, prihaja Farka Touré ravno tako iz Malija, iz Afrike, ki ga imenujejo saharski Jimi Hendrix, tudi njega se veselim. Nebroj dobrih dogodkov nas pričakujemo. In zdaj, če se ozremo v lanskoletno izvedbo, že tista je podirala rekorde in je bil zelo čudovit festival, mogoče želje oziroma neko povabilo gledalcem? Vsekakor vabim vse ljubitelje glasbe in vse, ki imajo radi različno glasbo, ki se bo letos sigurno manifestirala tudi v tem, da bo zelo džezovsko usmerjena, torej poduhovljena in intelektualno močno podkrepljena. Verjamem, da bo sladokusce predvsem veliko takega, ker si želijo naši poslušalci na Bledu in tudi obiskovalci na Bledu bojo, ravno tako poznajo te izvajalce, prišli sigurno v velikem številu. Torej, vabljeni vsi na en fenomenalen dogodek, ki se ga redko lahko v taki obliki vidi v Evropi. Namreč cel festival je dobesedno brezplačen, razen tistih par obiskov v festivalni dvorani, in verjamem, da si tega ne morejo privoščiti povsod po svetu. Zato predvsem hvala Zavodu za kulturo na Bledu, ki je bil tako vizionarski, da je podprl ta projekt, ki bo razjasnil in povečal zavest vseh ljubiteljev dobre glasbe.